Churchillu, da ne bo napredoval, in potem se je nekako šel v Trst name, ne. Če ne bi šel do Trsta, ne bi mi Primorci, še ne vem, če bi, koliko bi dobili spet nazaj slovenske zemlje, ne. Ker De Gasperi in drugi so nekako bili pripričani, ne, da bodo Primorsko dobili spet nazaj, ne. Če bi sam predsednik italijanske države danes pravi, da je mirovna komisija naredila veliko krivico, da je to zemljo, za katero so se oni bojevali do 18. leta, vzela Italiji, sam predsednik pravi to. In Slovenija molči. Mečič je skočil, rekel, pa to je vaš rasizem, ne? Če zdaj pravi, da smo mi tisti zločinci, vse drugo pozabite, ne? Pri nas smo imeli Drnovška, ki je pisal pismo svojemu kameratu, ne? V spomin na čas, ko se tam bila oba komunista, pravzaprav, ne? In to v tem smislu sem jaz rekel v Cankarjevem domu, da bi morala Italija sama reči, ne, nekako, da ona spoštuje Slovenijo kot državo in tako naprej, ne? To so meni učitali snoči italijanski radio v Kopru, ne. Češ, ja, vi ste v Ororu in ste rekel, da vi se bojite, ne, za slovensko zemljo in tako naprej. Je rekel, ja, se je res, sem rekel in tudi bom rekel še enkrat, ne. To, da je padla meja, ni bilo nič nam v korist, to je človeštvo v korist in v svobodnem gibanju, to je vsak človek reče, odpravite meje, ne. Ampak odprava naše meje, tukaj recimo na Krasu, ne, pomeni, ne, pridi, kupuj, ne, gradi, si prost, lahko delaš kar češ, ne, imaš na slovenske župane na toj strani, ne, da lahko greš kamor hočeš, ne. Nismo mi naredili, ali slovenska tista politika ni kakor Danska, recimo, da bi rekla, ja, ampak mi odpremo meje, ma ne da bo zdaj tukaj cela Nemčija se zgrnila na Dansko, na drugi strani, ne. Boste dali nek princip, ne, kako se bo to lahko kupovalo, kako se bo to lahko naseljevalo, se ne, da bomo mi zdaj zgini jutri, zato ker smo majhni, ne, da bomo odpirali, tega ni bo, Slovenci tega niso naredili, ne. Če nekateri pravijo, da je v akademiji so imeli eno velikansko, bi rekel, zelo lepo diskusijo o Krasu, o Škocjanskih jamah, o vodi, ampak edino Zlobec in še en drugi, doktor Lah, so rekli, ja, ampak vse te lepe diskusije so rekli, ampak jutri bo kakšen drugi dominiral na tem Krasu, ne, če gremo tako naprej, ne. In meni je rekel ravno ta od radija pravi, kako gospod Pahor to, vi se bojite, se rekel, jaz se bojim, zato ker predvsem je to normalno, ne. Je res, da močnejši, ne, svojo trgovino se tisto, ne, se bo širil tako naprej. Drugič ima prosto pot, da kupuje. Kar je pa najslabše, pri vsem se je rekel, da je podžupan, ne, Tržaške občine, ki je še zmeri tudi danes, samo danes ni že podžupan, takrat je bil podžupan, je dal intervju za Primorski dnevnik in takrat je šel tudi zame, je šel zato, ker ni dovolil, da se ustanovi, oziroma da se odpre, da se organizira neka razstava mojih knjig, zato, ker bi bilo treba napisati uvod tisto v 2 jezikih in tako naprej. On pravi, v Trst ne mara dvojezičnosti, ni nikdar bil dvojezičen in tako naprej. To so tržaška desnica je to, je res. In pri tistem pogovoru je rekel, ja, pa tudi to pravi, ne, treba poudariti, da ta zemlja je še zmeri naša, ne. Ta zemlja je še zmeri naša, mi sicer pravi ne moremo več z orožjem, ne, ampak mi se bomo za to borili. Dobro, ne, če na tej strani reče desnica to, na drugi strani reče predsednik države, ne, da je bilo krivično, da so zemljo odvzeli, ne, pomeni, da tukaj nekaj ne klapa, pravzaprav, ne, pri vseh zadevi, ne, je res. Tu, ampak ni se videl v slovenskem parlamentu nekjer neke diskusije v tem smislu, ne, kako je potem zdaj s to zadevo, ne, če oni pravijo kot desnica, ne, ta zemlja je še zmeraj njihova, ne. Če pravi sam predsednik države, da ta je bila krivica, da so to zemlje odvzeli, ne, bi morala slovenska politika nekje, ne, jaz se vključujem na to, kar je rekel minister zunanji, ne, ki je rekel, ali nas ima kot državo, ne. Tu mislim, da je neko jedro, ne, in jaz sem temu gospodu včeraj pozdravil, sem rekel, tukaj
jaz gotovo, da na ta, bi rekel, situacija takšna, kakršna je, se rekel, ne, če mi izjavlja nek predstavnik neke, bi rekel, politike desnice v Italiji, da je ta zemlja še odmeri njihova. In tukaj zdaj smo Slovenci od vrat Trsta do, bi rekel, Alp je teritorijo, bi rekel, italijanščine, se pravi ozemlje, ne, slovensko. Meni se je zgodilo, ko sem zdaj bil v Italiji, sem bil lansko leto, odkar sem bil na televiziji, do letos do maja meseca, sem bil še 120-krat v Italiji, ne. Ki me vabijo kar naprej, zdaj moram čez 10 dni gremo v Firence, potem gremo v Rim, potem gremo, ne vem kam še, ne. In to jim pravi, kakor pravi vam danes, ne. Samo oni so ravno takšni ignoranti, kako naša mladina tukaj lepo po naših gimnazijah in tako naprej. Se rekel, se niste krivi, noben vam ne govori o tej zgodovini, se rekel, ne. Pridem jaz, kot neki misionar tukaj, ne, da vam govori o teh zadevah, za nazaj, se rekel, za nazaj. Oni se čudijo, pravi, kaj prav mi smo bili, prav Italijani, da se tako počenjali pri vas, se rekel, ja. Vaša zgodovina ne piše nič, piše, kako je bil zaprt, kako je bil ubit en socialist, recimo, kako je bil, bi rekel, Gramsci, komunist, toliko let v zaporu in da nas berejo, ne, vsi berejo njegove spise, tudi, bi rekel, spada v kulturo, ne, italijanske, bi rekel, literature in tako naprej. To vejo, ne, kaj je bilo, kaj se je dogajalo v Beneški, se pravi, v Julijski krajini, ne, Venecija Ljubja se je imenovala, ne vedo, ker je to vse skupaj nekako zamolčano na laž, se rekel, ne. Vi niste poučeni. Zdaj je italijanska založba, ki zdaj bodo prevedli v slovenščino, to je tudi absurd, ne, ampak bodo prevedli iz tega, kar sem jaz doživel kot fašizem in nacizem, in potem govorim tudi o Kozlovu, to se pravi o likvidaciji na slovenski strani pojme slovenske, ne. In to je založba hotela, da se o tem govori, češ so bile že prej pojme, ne, na slovenske, ne glede na to, da so, kakor pravijo danes, da samo Italijani so končali nekje v jamu in tako naprej. In tam jaz vse to rekel jim razlagam, italijanska založba pride k meni, ne, pravi, podpišemo pogodbo, ne, da boste vi vse to povedali italijanski javnosti. Je kultura italijanska, ne, kapo dol, Corriere della Sera je pisal meni zdaj dvakrat po pol strani, s tem vzduh, ko sem rekel, da hočem, če mi dajo neko nagrado, da ne napišejo, da nisem bil samo v nemški taboriščih, ampak da sem plačal za svojo nesrečno šolo, ne 10 let svoje mladosti zaradi fašizma. Pa ne gre, ne. Ne napiše, zato ker hoče, da se pusti fašizem. Niti na narodnem domu v Trstu, ki so ga fašisti požgali, na tabli, dvojezični, ne piše, da so ga požgali fašisti. Piše, da so ga požgali neki, bi rekel, vročekrvni nacionalisti italijanski. In to je ponovil tudi gospod Rupel. Je rekel, bravo, da sprejmeš tako interpretacijo, tudi ti zdaj, da ni bilo fašistov. Pojdite brat njegov govor, boste videli, da je res, ne. On ne reče, da so požgali narodov fašisti, ne. To se pravi, ker je boljše ne imenovati fašizma, ne, ker je to nekako že adakta, ne, stvar, ki je pozabljena, ne. Je rekel meni župan, oziroma ne meni, ampak v intervjuju, ne, kaj to stare stvari vleče na dan, ne. Je napisal, da sem bil v nemških taboriščih, to je tudi stara stvar, ne. Ampak tisto je lahko stara, ne, fašizem, ki je star, je boljše, da je umrtel, da ga ni več, ne, je res. Ja, se vam pravi, jaz tukaj v tem smislu, ko bi rekel, to moje, se mi zdi, da sem kakšen župnik tukaj, ki sprizga o lepem vedenju, ne, in o morali, in o etiki in tako naprej, ne. V tem smislu, jaz mislim, da bi bilo koristno, da bi ta, recimo, da vaš, bi rekel, majhna asembleja, recimo, majhen parlament, ne, postal nekaj, kar bi se razširilo po Sloveniji, ne, nekaj, kar bi za novo slovensko etiko, ne, niti za slovensko nacionalnost ali slovensko, bi rekel,